Lepo pozdravljeni nazaj. A vam je bil všeč film? Ja. Jaz bi tudi še enkrat čestitala celi ekipi za ta čudovit film in se zahvalila obema, da sta danes z nama tukaj. Matej, v filmu je več kot 50 različnih živalskih vrst in enkrat si rekel, da so živali slabi igralci in da se ne držijo scenarija. A bi nam razložil, kako poteka snemanje, kako ujeti žival v kader, kakšne težave so? Ja, res je. Živali so taki igralci, ki se res do skrajnosti trudijo, da ne sodelujejo. In če jih hočeš posneti, recepta ni za to. Obstaja pa samo eno, rečemo temu, da si rojen za to ali pa nisi, da si potrpežljiv, vztrajen, pa tudi po malem trčen. Ampak to v pozitivnem smislu. Tako da, kako jih posneti, pravzaprav, da sem jaz vse tole spravil v film, to je plod, rečemo, dolgoletnega, res dolgoletnega opazovanja narave, ker samo takrat ti razumeš, kako recimo določena vrsta ali pa žival funkcionira, da jo ti lahko mogoče, če jo dobro spoznaš, presenetiš. Ker kaj je najtežje? Najtežje je posnet, recimo jaz sem bil, pa se sem še svoj cajt fotograf, ampak se s fotografijo vedno manj ukvarjam. Recimo eno dobro fotko žival, bilo kakšne živalce je zelo enostavno narediti, ne. Ampak pri videu je pa zelo težko narediti, da ona ne ve, kje si ti skrit, ker moraš biti vedno zelo blizu. Tako da, če si kdo misli, da mi to snemamo na kilometer daleč ali pa na 200 metrov daleč, ne. Mi moramo biti povprečno 30, maksimalno 50 metrov stran od njih, kar je pa včasih zelo trd oreh. Matej, en ključnih stvari v tem filmu so te zvoki, ki jih slišimo. A bi nam povedal, kako posnamete te zvoke, a so vsi posneti v divjini, a se kako drugače snema? Zdaj, če vas je film prepričal, vas je najbrž prepričal ravno zaradi tega, ker so vas ti zvoki, ki so v podlagi, vam delujejo zelo realno. In ja, mi na samem snemanju probamo res čim boljš posneti zvok, tak ali drugačen. Ampak na žalost, ali pa zato, da pa na filmskem platnu to zgleda dosti bolj zanimivo, moramo pa te zvoke pojačati. To pomeni, da včasih jih je treba tudi umetno narediti. Se pravi, mi smo že posneli, kako ena živalca hodi ali pa kaj, ampak pol je pa treba vse te šume, temu se reče sinhroni šumi, umetno narediti. In včasih čistek sem tudi v kopalnici naredil eno tako, sem zbil tako leseno škatlo in sem dal noter listje in sem z rokami jaz gor tacal, vi ste pa mislili, da medved hodi. Tako da, ja, trudimo se čim bolj, čeprav je pa to, danes je res izjemno težko posneti v naravi čiste ambientalne zvoke, ker ne samo, da imamo takšno ali drugačno onesnaževanje ali svetlobno, ali kaj imamo še tudi zvočno, ker če boste šli kdaj v gozd, pa poslušali, zaprli oči pa poslušali, boste čuli še marsikaj druga, kakor samo žvrgolenje ptic in to je najtežje. In meni je včasih predstavljalo posneti dober zvok dosti večji problem, kakor samo žival, ne, ker je večkrat se je zgodilo, da smo mogli iti ekstra, ali pa ste mogli iti ekstra, sam zvok posneti in skrit mikrofon čist blizu neke živalce, da sem pol dobil čim bolj pristne zvoke. Matej, a bi mogoče zaupal našim gledalcem tvoje izkušnje in sodelovanje z lovci in z rogovi, kako ste to posneli? Ja, recimo tam ste videli, ko sta se dva kozoroga z tistimi mogočnimi rogovi trkala. Ja, seveda je spet bila ista nerodna situacija. Kolega, ko je posnel te kozoroge, jih je posnel zelo na daleč in zvok je bilo treba umetno narediti oziroma ga naknadno dodati. In šel sem takrat enemu lovcu, ko ima eno ful dobro in ful vredno trofejo. In kaj je bilo treba narediti? Prositi ga, dajte tiste roge dol, pa bomo mi probali z rogi skupaj tolčiti, zato da se bo čulo čim bolj originalno. In ko sem jaz to prvič urezal skupaj, njemu je skoraj ga je srce zabolelo, mislim, ga je zabolelo, ampak skoraj je in
Ja, jaz sem hotel pač original zvok, kako to fajn pokne. Lahko bi se pa vse zlomilo in tista trofeja bi lahko šla pol sam še v smeti, ampak na srečo niso poknali. Okay, hvala, Matej. Marjan, ti si pisal besedilo za film. Slišala sem, da je to trajalo 1 mesec in da je bil proces zelo dolg. A bi nam razložil, kako se izbere besedilo za film in kaj je pomembno v bistvu v filmu? Ja, lep pozdrav. Jaz sem avtor besedila in recimo temu soavtor scenarija. Besedilo je seveda veliko lažje napisati, če si že prej sodeloval pri scenariju. Veš, zakaj grem in potem lahko napišeš besedilo. Pri besedilu je pomembno, da ne govoriš preveč. Ne? Ker če preveč govoriš, potem povoziš preprosto besedila preveč in govora preveč in s tem potem po nepotrebnem poskusiš povoziti ostale dele filma, zvok, sliko in tako naprej in film potem na tak način uničiš. Tako da je treba to besedilo zelo skrbno odmeriti. Te vaje smo se učili tudi, sva se z Matejem učila pri prejšnjem filmu Ptice jezer, ki je nastajal 3 leta nazaj. Tam se mi zdi, da smo malo preveč besedila dali, Matej, ne? Tako da, ko je takrat tisti film Ptice jezer romal po mednarodnih festivalih, so rekli, ko boste naslednjega delali, pa manj ne govorite. Tako da treba zelo skrbno izbirati in odmerjeno izbirati besede. V bistvu besedilo je nek način komentar dogajanja tega, kar se vidi. In ne sme pa poskušati povoziti tega, ampak dopolnjevati. Ok, hvala. Zdaj me pa zanima, a ima kdo od vas kakšno vprašanje? A vas kaj zanima iz filma? Dajte kar dvigati roko, pa bojo prišli tukaj z mikrofonom. A vas ni bilo nič strah, ko ste to vse gledali, te medvede pa volke pa... Veš, kak je, če bi me bilo strah, pol midva danes ne bi bila tukaj in ne bi to občudovali. Tako da preprosto moraš ta strah odmisliti. Ampak če si ti toliko let v naravi in spoznaš, kako narava funkcionira in živali, recimo določene vrste, če si dolgo z njimi, se te navadijo, vejo, da ti nisi njim nevaren in te tudi bližje spustijo. Tako da ta strah kar izpuhti. Koliko je dolgo Matej v naravi, pa to gre v desetletja. Matej je iz Velenja in včasih si... Mozirja. Zdaj si iz Mozirja, ampak do nedavnega si bil iz Velenja. In če kakšnemu omeniš, a poznaš Mateja z Velenja, reče, ja, mogoče ne, pa rečeš potem unika je že 30-40 let v gozdu. A ja, tega pa poznam. Matej je od malih nog v gozdu in ve ogromno o živalih. Ok, imamo še koga? Tukaj imamo še nekaj rok. Kako pa ste posneli tisto v gorah, a ste mogli splezati, ja? V gorah, a po zimi ali po leti? Po zimi. Po zimi. Dobro, da si to vprašala. Ker nam se je skoraj zgodilo, da bi zavedno ostali v gorah, da bi umrli tam. Zakaj pa? Zato, ker so se malo vremenarji zmotili v vremenski napovedi in so nam napovedali lepo vreme. In mi smo šli gor in pol je 2 dni tako snežilo, da je zapadlo skoraj v zametih 1,5 metra snega. Ja, to je res bilo grdo. In zdaj nam je hrane zmanjkalo, mi smo imeli samo za 3 dni hrane, niti helikopter ne bi mogel priti po nas, ker je bilo slabo vreme. In pol nam je edino preostalo, da gremo dol. Ampak dol iti v snežnem metežu na 2000 metrov, ko je izgledalo vse tako, kot da si v eni beli sobi in ti piha iz leve, iz desne, ne vidiš nič, je bilo zelo nevarno. Plus tega pa sploh nismo videli, kje hodimo. In tam so sama brezna in na srečo je imel en prijatelj zraven GPS, ko je bila pot narisana, da smo pol tako nekako približno vedeli, kako dol priditi. Ampak GPS tudi se lahko zmoti, za par metrov tja nariše pot, mi pa gremo tja, tam je pa brezno, pa bi lahko se kar hitro kaj slabega zgodila. Tako da smo imeli veliko srečo. Kako ste pa posneli tisto spodaj po dnu, one ribice pa to? Ribice, ja, tukaj pa sem imel potapljača. On je pa res, ko se ukvarja samo s podvodno fotografijo, pa sem ga prosil, da peče malo pa kaj posnam pod vodo. Ok, pa bomo dali besedo še tamle na balkon.
A so te zračni posnetki posneti z dronom ali s helikopterjem? Ja, večina jih je res posneta z dronom, ker je dosti bolj enostavno. Helikopter je drag, zelo drag. Kako pa ste te živali po noči snemali? Ja, že podnevi je bilo zelo težko. Kaj šele po noči? In v večini primerov, zdaj, kar se je v mestu dogajalo, tam smo vsaj malo videli, ker vedno je bila neka razsvetljava v bližini, da smo malo videli. Ampak recimo, če se pa spomnite bobre, bobri so pa tipične nočne živali in živijo res dal stran od bilo kakšnih uličnih svetilk in cest in vsega. In njih je pa bilo preprosto, ni šlo drugače, kot da smo mi postavili po gozdu par reflektorjev, ampak na srečo bobri se luči ne bojijo. In da smo lahko malo lažje z njimi sodelovali, smo jim zamenili, vsaj na začetku, pa tudi pol na koncu, smo jih malo hranili, ne? Sem imel jaz jabolke nosil, pa malo koruze. In s tem se je v bistvu ta neka zaupanje, ta prijateljska vez vzpostavila, tako da na koncu, ko smo že prišli, so oni že prav nas čakali, kdaj se bomo mi spakirali, da našli jesti. Ok, tukaj imamo še eno roko. Pa kako ste netopirje snimali v cerkvi? Ja, netopirje je skoraj podobno, kot je bilo pri bobrih, ne, seveda, malo svetlobe je bilo treba dodati zraven, ampak ti netopiri na srečo so dokaj vajeni ljudi, ne, se umakne, pa prileti kar hitro nazaj. Če si ti lepo na mir, pa da jih nekaj ne ogrožaš tam, živali to hitro skapirajo, da jim nič ne boš naredil in pol se ti delo vseeno lajša, ampak to ne pomeni, da je to zdaj mala malca, da bomo mi to tekle naredili. Ne. Ampak ja, ne, pri netopirjih je bil to problem, ker tam, ko oni živijo, oni ogromno kakajo. In to si hodil res po takih lekupih gvanota in to zelo smrdi. Tako da je bilo to bolj težko, kot kaj druga. Ok, pa damo še tukaj besedo. A se za nekaka žival pustila požet? Ne. Pa bi si želeli. Ne, žal ne, pa tudi včasih bi bilo fajn kakega lepega malega medvedka pobožati, samo meni se zdi, da bi hitro bil jaz v UKC v Ljubljani. Ok, daš kar naprej, če se sabo imaš. Zakaj pa ni not levov? Levov pa ni zato, ker levi pa ne živijo pri nas. Samo v živalskem vrtu so. Ok, boš dala kar nazaj, ali te imamo še prav? Kako ste pa posneli tisto, je bila ona greščina, pa notuna miška, kako ste prišli do nje? V bistvu, tista greščina, tam, ko ona sova živi, ne, tam je bilo polno takih kleti. Ne. In če si dober bil skrit, da je v kleti, si marsikaj videl, kaj se eno dogaja. In tako so prej že omenil, skriješ mogoče lučko malo stran, tako da ti vidiš, kaj se dogaja, mogoče posuješ par zrn, pa sam čakaš, da pridejo, pa čakaš in večkrat, ko prideš, večja verjetnost je, da boš uspel kaj posneti. Tako da smo se tu pa tam tudi poslužili kakšne take tehnike, da smo živali malo podkupili s hrano. Ok, pa da še desno, imamo še ta zadnje vprašanje. Kako ste pa une modre žabe, ki so se skrile pod vodo, posneli? Če bi šli pod vodo, bi se itak že prestrašili. Ja, isto kot pri vseh ostalih živalih, je tudi pri žabah. Žabe se s časom tudi navadijo. Sam, prideš, recimo, čeprav je to malo, takrat, ko se mrestijo, jih ni dobro preveč vznemirjati.
In prideš tja, pa se postaviš, recimo, tako sem jaz naredil, pa so one se takoj skrile, pa so prišle čez 20 minut ven, pa so gledali okoli, pa sem se jaz počasi premikal okoli njih in one so se me s časom navadile in po 1 uri že niso bile več te boječe. In bolj, ko sem bil pa 3 ure z njimi, jaz sem dal kamero v akvarij. Ker tam, ko so žabe, je zelo plitva, pa precej muljasta voda. In sem dal, ker če se bi potapljačno potopil, to bi bilo umazanina. In sem dal lepo akvarij in z brega sem tako lepo počasi noter položil. In takrat, ko je pač kjer žaba šla dol v tist mul, se je pač pol tako posnela. Ali pa gor se. V bistvu to je nek tak trik. Bil sem v zeleno. Ok, hvala Matej, hvala Marjan. Preden zaključimo, bi še besedo 2, če ima kdorkoli od vaju še kaj za dodati. Ti najprej bom jaz pol zaključil. Jaz nam. Matej je duša in srce in motor tega filma, nam popravijo ogromno delo, ampak nekdo je stal za njim. Upam, da se nam bo pokazal, kar nam pridi. Ja, to je moja draga, ki je v bistvu tudi... Pa prestolonaslednik. Ja, v bistvu je ona tudi zelo sodelovala pri tem filmu, se je pravzaprav bila skozi kot neke vrste moja asistentka in na terenu in doma v pisarni, tako da velike zasluge. Da je film tak, ko je danes, je tudi ona deležna tega. Tako da, ja, če te družini ne podpirajo, ne boš naredil vseh ciljev, ki si jih zastavil. Tako da za konec bi jaz še se sam zahvalil temle, ki so tukaj dol spodaj napisani. Se pravi, zahvalil bi se RTV Slovenije za finančno pomoč, kot tudi Slovenskemu filmskemu centru, potem svojim sponzorjem Fotonaturju, svojemu zlatemu sponzorju Živim z Naturo 2000 in seveda Studio Ritem, ki je vse tiste zvoke, ki smo ga mi na terenu zafušali, fajn zrihtal, in seveda distribuciji Fivija, ki ureja to, da vi lahko ta film spremljate v naših kinih po Sloveniji. Tako da z moje strani to vse. Najlepša vam hvala za mnogi film. Se vidimo.